Ja, jaz redno gledam tudi napovedi, ne, kaj so v bistvu pač neki poklici prihodnosti. In moram reči, da se stvari tako intenzivno spreminjajo, da je res to težko napovedati. Recimo 3-4 leta nazaj, ne, je bilo, vsi poklici, ki so lahko avtomatizirani, se pravi, ne vem, nek bančni uslužbenec, ne, je lahko, se pravi, računovodja, vse to, kar se da digitalizirati in posledično tudi avtomatizirati, so to ogroženi poklici, ne, in je bilo na vrhu lestvice so bili pač neki poklici, ki so, ki zelo delajo pač na teh osebnih stikih in intelektualnih sposobnostih. Ne vem, bilo je, da terapevti, pravniki, vse to, da ne, ni šans, to pa umetna inteligenca ne bo zamenjala. Danes je slika že drugačna, ne, vemo že, da veliko ljudi uporablja ChatGPT pač in druge AI programe za to, da pač osebno podporo dobijo, ne rabijo več terapevta, da pravniki, ne, so tam, kjer jih pač umetna inteligenca že premaguje, in pišejo spise in, ne, da, ne vem, članki na internetu so, ne, jih je veliko več napisanih z umetno inteligenco, kakor si mi mislimo, borze, vse to, mislim, ne, in toliko je tega, da težko res napovemo. Ne, in zato je pač res pomembno, da sledimo tem trendom in probamo v bistvu držati korak s tem, zato da pač, ne, ker smo v letu 2 padamo v zadaj in mislim, da pri mladih ni to taka težava, kakor je mogoče pri starejših generacijah, ne. Tako da mladi imajo to afiniteto ponavadi, da sledijo tem tehnološkem razvoju, tako da načeloma jaz mislim, da se bojo znali zelo dobro prilagoditi temu svetu, v katerem bo umetna inteligenca imela še veliko večji pomen in vpliv, kakor ga ima danes.